Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Dobrodošli v oddaji Na glas, kjer bomo nocoj na glas govorili o boju proti raku. Sicer je svetovni dan boja proti raku 4. februar, vendar je tema tako aktualna, da bi o njej lahko govorili prav vsak dan. Predvsem zaradi dejstva, ker v Sloveniji za posledicami rakavih obolenj umre letno kar 6000 ljudi, kar nas pravzaprav uvršča v sam vrh Evrope. In kako se torej uspešno boriti proti tej bolezni, bom nocoj govoril z gospo Natašo Vidnar, vodjo službe za krepitev zdravja v zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, gospo Mihaelo Lovše iz Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, gospo Silvo Krsnik, pacientko, ki je prebolela raka na dojki, in pomočnikom direktorja zdravstvenega doma Maribor za zdravstveno nego, gospodom Aleksandrom Jusom. Dober večer vsem skupaj. Pa bom takole začel. Prav zanimivo je, da je pravzaprav veliko vrst raka že ozdravljivih, pa kljub vsemu se vsi nekako te besede bojimo oziroma te diagnoze se zelo bojimo. Gospa Vidnar, zakaj menite, da je to tako? Ker pravzaprav dejansko je res, da se veliko rakavih obolenj, sploh če jih odkrijemo dovolj zgodaj, da pozdravite, ampak to je še vedno nekako tabu tema, strah nas je te besede in diagnoze. Tako, ne upamo o tem govoriti, govorimo o vseh drugih telesnih znakov od gripe, bolečin hrbtenici v glavi, o tem pa si ne upamo, to govorim tudi iz izkušenj iz naših zdravstveno-vzgojnih in tudi psihoedukativnih delavnic iz Centra za krepitev zdravja zdravstvenega doma Maribor, ampak potem, ko ljudje vidijo, da niso sami, da je več ljudi takih, ki imajo podobne težave, takrat spregovorijo. Pri nas imajo tudi možnost pogovornih uric, tako da so lahko najprej sami z strokovnjakinjami, magistricami psihologije in na ta način se odprejo in jim tudi pomagamo. V zdravstvenem domu Maribor imamo tudi vsak prvi petek v mesecu svit info točko in ravno to ugotavljamo, kar ste rekli. Ljudje imajo možnost se priti posvetovati, kaj storiti, če založijo vabilo, če založijo soglasje, če provetnice založijo. Potem pa ugotovimo, da je velikokrat to samo izgovor, da je v ozadju strah, ker se bojijo soočiti, kaj bo pokazal rezultat. Torej, če vas prav razumem, pravzaprav se bojijo morebitne pozitivne diagnoze. Točno to. Mene zelo veseli, da se o tem veliko govori, tudi takšne oddaje, kot je to s pomočjo medijev, se to promovira. Tudi ena priložnost, da ljudje zvedo, da imamo brezplačne delavnice, ki se krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v Mariboru za občane Maribora in okolice, da lahko pridajo na kratek pogovor, na motivacijski pogovor, na delavnice same, vodijo jih različne strokovnjakinje, od diplomiranih medicinskih sester, magistri psihologije, diplomiranih fizioterapevtov, ker bomo rekli, rak je povsod, ne? Moramo ga samo pravočasno odkriti, se o tem pogovarjati in potem slediti navodilom zdravstvenih delavcev in poslušati predvsem sebe. Gospa Lovše, se strinjate oziroma tudi vi v vaši zvezi opažate, da nekako se ljudje bojijo te bolezni, sploh izreči besedo rak, da se nekako izogibajo tej temi? Ravno to bi želela predstaviti, kaj sporoča Mednarodna zveza za kontrolo raka. Ta ima sedež v Ženevi. Naša zveza je član, aktivni član, tako da redno tudi spremlja sporočila, gesla ob tem dnevu. In sicer ta Mednarodna zveza za kontrolo raka je postavila geslo Jaz bom, jaz sem. Torej, kaj lahko mi naredimo na tem področju, in tudi lepo je pripravila zdravstveno-vzgojno gradivo, zgibanke, brošurice in ravno to, kar je kolegica povedala, kateri so pa tisti ključni dejavniki za ravno to, za odpravo strahov, se pravi večja ozaveščenost, da imajo ljudje točne informacije, potem da imajo znanje, kar je zelo pomembno, in da lahko tudi vsem drugim pomagajo, da prepoznajo, da sami prepoznajo in drugim pomagajo zgodnje opozorilne dejavnike in da tudi sprejemajo odgovorne pa ozaveščene odločitve o svojem zdravju in pa da kljubujejo strahovom in napačnim predstavam o raku. Mogoče bi še to želela povedati, da vedo, da 1/3 vseh teh najpogostejših rakov lahko preprečimo z zdravim načinom življenja, da je to izogibanje, mislim, kaj pa je v ospredju izogibanje rabi tobaka
izogibanje prekomernemu pitju alkohola, potem je tu fizična dejavnost, potem je pravilno prehranjevanje, potem so tudi, kaj lahko naredimo kot posamezniki, sem povedala, pa kaj vlada lahko naredi. Pri nas recimo resolucija o zdravstvenem varstvu prebivalstva narekuje, da kronične nenalezljive bolezni znižamo za 30% do 2025 in da je tu v prvi vrsti zopet tobak, ki je najlažje ali pa najbolj preprečljiv dejavnik tveganja rakastih bolezni. Gre namreč zgolj za razvado pri tobaku. Tako pa šole, pa delodajalci, zdrava delovna mesta lahko. Bomo še o tem govorili, se pravi, kaj lahko ne zgolj posameznik, ampak vsi dejavniki družbe naredijo, kar se tiče preventive. Drugače pa, če sem vas prav razumel, nekako čim več pogovora in tem o tej bolezni bo nekako detabuiziralo to področje? Tako, bi pa rada omenila odvisnosti. Pomoč pri odvisnosti, tako kot je kolegica omenila, kdo nudi, recimo, kaj sem konkretno za področje zmanjševanja rabe tobaka in alkohola, tudi nevladne organizacije, ne samo 26 centrov in že preko 66 zdravstveno-vzgojnih centrov in 26 centrov za krepitev zdravja v zdravstvenih domovih, ampak tudi nevladne organizacije, ki so tudi povsod na terenu. Lepa, da se mi absolutno tudi medsektorsko, torej medinstitucionalno povezujemo, tudi za kolegico, tako da promoviramo ta zdrav življenjski slog, preventivo, ki je zelo pomembna. Torej skupaj zagotovo je lažje, ne? Lahko bi rekli, v slogi je moč. Tako, absolutno. In nekako bi jaz podarila tukaj motivacija, zagotovo za zdrav življenjski slog ima prednost pred zdravili, to je naš moto, tudi naš slogan. Z malimi koraki lahko skupaj spremenimo in pridemo do teh zadev, ki jih tu skupaj podarjamo. Gospa Krsnik, kaj pa ste vi razmišljali, zdaj se pogovarjamo o tem, da je pravzaprav ljudem težko govoriti o tej bolezni, nekako se tej temi izogibajo. O čem pa ste vi razmišljali, ko ste izvedeli za vašo diagnozo? Oziroma, koliko ste se pred tem ukvarjali z to temo oziroma za to boleznjo? Veste kaj, recimo, zdaj je drugače, ne? Zdaj so že bolj ozaveščeni, ne? Se več govori o raku, ne? Recimo, jaz sem zbolela, aprila bo 24 let po moji operaciji diagnoze rak dojke, sem imela odstranitev cele dojke in bezgavke. Takrat se še ni toliko govorilo, ne? Kako ste se takrat počutili? Kaj vam je rojilo po glavi? Jaz sem se sama bulico tipala, ne? In takrat sem se, to ni nekaj, ne? Ampak sem tudi komaj po enem mesecu šla v sednem zdravnikom, mi jo tipam, potem mi je dal napotnico pa za to rekalni oddelek, ne? Tam sem naredila postopek takšen, kot je, punkcijo, narediš slikanje, monografijo in potem greš domov in te reče, da bojo me poklicali, kako je na stvari. In ko sem šla čez 14 dni, ko so bili izvidi končani, mi je moj zdravnik kirurg rekel, glejte gospa, bulica ni tako nedolžna, boste vi prišli sem, pa bomo operirali pod narkozo, da vas ne bom naživo. In takrat sem rekla, glej, saj jaz nimam raka. To se pravi, da imam jaz samo bulico, ko mi bo odstranjeno in jaz bom šla domov. In tisti trenutek sem jaz bila zelo vesela, sem se, hvala Bogu, to ni rak, ni eno drugo. Potem, ko sem pa prišla na operacijo in ko sem se zbudila iz operacije, pride k meni sestra in reče, gospa, zdaj pa začnite z roko telovaditi. Jaz se pa gledam, pa sem rekla, zakaj pa z roko? Vse pa jaz sem imela samo eno bulico za odstraniti. Sem rekla, pa tudi mi je malo čudno, da sem tako cela povita, ne? No in potem reče, da bo prišel kirurg meni, pa mi bo povedal, kako in kaj. No in po viziti pride k meni kirurg, tako me je operiral in reče, poglejte gospa, bulica ni bila tako nedolžna, kot je bila videti, zato sem se odločil, da vam celo dojko odstranim z bezgavkami vred, da vas pa ne bi budil, pa vam povedal, kaj se pač sem gotovil, pa še enkrat narkozo sem se odločil, da to odstranim. No takrat pa je bil šok za mene in potem je še rekel, ne, da upa, koliko se spozna na to, da ne bo potrebnih nobenih kemoterapij in obseven. Takrat je bil res, tako bom rekla, se je temni oblak nad mano naredil in se spomnim, takrat je bilo tu zunaj tako oblačno aprila in si pa se rečem, glej Silva, tako sem se rekla, glej, vsak dan je dober dan
da imaš možnost živeti ne glede, ali si je sonce ali ne. Takrat mi je pač tisti prebliz in tako se je potem pač ta nadaljevalo. Ja, verjetno v takih trenutkih samo pozitivne misli, takrat negativne pač, misli. Ja, čeprav je veliki šok, je pozitivno, ampak tako bom še rekla, takrat, ko zveš diagnozo, pa po operaciji, takrat bi najbolj potrebovala recimo žensko, ki je to bolezen za rak dojke že uspešno preživela. Takrat to mi je manjkalo, ne? In zato sem tudi potem postala prostovoljka. Ampak kljub vsemu bi rekel, zanimiva statistika, da okrog tu nekje v Sloveniji 14.000 obolelih za rakom, pa od tega 6.000 smrtnih primerov. Gospod Jus, čemu pripisujete takšno statistiko? Gre morda za to, da ljudje prepozno pridejo oziroma poiščejo pomoč, ali čemu? Ker nekako smo rekli, da če se dovolj hitro ugotovi rak, se ga da pozdraviti. Tukaj pa po statistiki pa je skoraj polovica, se pravi 50% umrljivost. Ne, to je v bistvu rak v naši slovenski družbi še vedno prevelik tabu. In vsi se nekako bojijo diagnoze rak. Še vedno je rak povezan z nekim trpljenjem, torej vsak ima prizvok trpljenja, bolečine in tu je tisti največji vzrok, da ljudje enostavno prepozno gredo k zdravniku, prepozno prepoznajo oziroma ne želijo prepoznati tistih nekih znakov, ki so pokazatelj, da je nekaj narobe z njihovim telesom in da bi bilo potrebno obiskati zdravnika, da se izvede diagnoza. Ker diagnoza je na koncu tista, ki postavi to, ki te postavi pred dejstvo in takrat, tako kot je gospa Silva povedala, takrat začneš razmišljati na tisto pravo stvar. Do takrat, dokler tvoje težave oziroma jih potisneš nekam na stran in si jih ne želiš priznati, je pa seveda mine tisti čas in tisti čas pa je ponavadi ključen. Če se zgodaj prepozna, veste, medicina je zdaj taka znanost, ki je v zadnjih 20 ali pa tudi 30 letih tako napredovala, da se pozdravi ogromno bolezni, med drugim tudi zelo veliko oblik raka. In zato tudi v bistvu se beležijo v tujini rezultati, da se zelo zmanjšala umrljivost zaradi posledic raka kot takega. Pa vendar pri nas nažalost še vedno ni tako, mi še vedno tukaj beležimo prenizke rezultate, zaostajamo za povprečjem Evropske unije, pa čeprav se imamo, torej, da smo enakovredni državljani Evrope, vendar na vseh področjih temu ni tako. Gospa Lovše, se strinjate oziroma tudi vi opažate, da je morda ravno ta strah pred diagnozo krivec, da toliko ljudi prepozno poišče pomoč oziroma tudi ne vem, koliko ljudi dejansko je seznanjenih s tem, da se da marsikaj pozdraviti oziroma tudi različna rakava obolenja. Morda vaša zveza tudi ljudi obvešča o tem, da se dejansko da pozdraviti to bolezen? Seveda obveščamo, trenutno delujemo predvsem na področju zmanjševanja rabe tobaka in alkohola. Za tobak sem že povedala, da je torej kako močan dejavnik je nastanka raka. Alkohol pa tudi se močno povezuje z povečanim tveganjem za nastanek veliko oblik raka. Recimo, če mi samo zmanjšamo količino popitega alkohola, pravi tudi tale mednarodna zveza za kontrolo raka, lahko zmanjšamo tveganje za nastanek več oblik raka, recimo rak ust, žrela, grla, požiralnega črevesja, prsi, jeter, ampak bi želela povedati, da pri teh odvisnostih, kadar govorimo o odvisnosti od nikotina ali pa odvisnosti od alkohola, je zelo težko prepričati uporabnike naših storitev, da bi prenehali z rabo, zaradi tega, ker so odvisni, ker so bolniki. Ne razmišljajo
oziroma ne smemo jih obsojati, ampak jih moramo pomagati. Verjetno pa tukaj ne pomaga niti zgled, ki nam ga daje konec koncev družba in država. Vemo, da politiki ob raznih protokolih nazdravljajo z alkoholom. Vemo tudi pri različnih športih, prvi trije, zmagovalec in drugo in tretje uvrščeni, šampanjec, se pravi spet alkoholna pijača, ne. Družba nekako bi rekel, da, ne bom rekel, da vzpodbuja, ampak pomaga pa ne tem odvisnikom, ne. Zato bi pa želela povedati, da smo se povezali sedaj 4 večje mreže v Sloveniji na področju, ki delamo na področju zdravja, za medijsko kampanjo, začenjamo z ozaveščanjem širše populacije in pa kar tudi delamo na področju civilnega dialoga in zagovorništva, pobude za celotno spremembo alkoholne zakonodaje bi želeli dajati v naslednjem letu, 2-3. Pričakujemo tudi nov javni razpis Ministrstva za zdravje, da bo naše delo obrodilo tudi večje sadove na področju zmanjšanja rabe alkohola, na področju rabe tobaka, zmanjšanja rabe tobaka smo že dosegli vsaj krasno zakonodajo, skupno javni sektor, nevladni sektor, na področju alkohola pa bo potrebno še veliko postoriti. Gospod Vidner? Tukaj bi jaz kar nadaljevala, da absolutno zgled največ vleče, ampak vseeno je tudi projekt, v katerega je tudi vključen zdravstveni dom Maribor, SOPA, skupaj za odgovoren odnos do alkohola. Je pa res, ne, da je tukaj še, bom rekla, ogromno takih lukenj, ne, ki jih je treba od politikov na nacionalni ravni oziroma od politike sprememb zakona. Mogoče bi tukaj edino poudarila, da tudi Štajerska, ne, v tem pogledu, kakorkoli je zelo negativna, mi sami vemo ob Martinovem, ne, to promoviramo kot praznik, edini v Sloveniji, tako da tudi tukaj, bom rekla, tudi s pomočjo medijev se to, bom rekla, stopnjuje v negativni smeri, tako da tu je tudi en taka zadeva, ki bi jo treba malo regulirati, bilo potrebno. Potem, kaj bi pa jaz tukaj dodala, tudi mi imamo da opuščen kajenje delavnice, tako da tudi v tej smeri se trudimo v Centru za krepitev zdravja in seveda se ukvarjamo tudi z vsemi ostalimi dejavniki tveganja, ki lahko posledično vplivajo na hitrejši razvoj ali pač, da zbolimo za rakom. To je nezdrava ravnotežena prehrana, telesna nedejavnost, absolutno spopremanje s stresom, depresijo, tesnobo. Bi pa mogoče še dodala, ko ste prej vprašanje dali, da ljudje se ne zavedajo, če prve znake opazijo, da je rak ozdravljiv. Predvsem je treba izkoristiti te presejalne programe, ki nič ne stanejo, nič ne bolijo, Zora, Dora, Svit. Naprimer, Svit je rak na debelem črevesu in tanki, če ga pravočasno odkrijemo, torej še polipe, ki jih lahko, bom rekla, brez nekaj večjih posegov odstranimo in potem zdravo živimo, je v 80% ozdravljiv. Tako da v prvem stadiju absolutno, če ga odkrijemo, če poiščemo pomoč, se da. Bi pa še tukaj mogoče, ker me je zgodba gospe Silve, za katero tudi naš Center za krepitev zdravja oziroma z njihovo skupino za samo pomoč krasno sodeluje, lahko povem tisto, kar manjka, kar je sama tudi povedala, da tisti trenutek, ko zbolimo, takrat rabimo nekoga ob sebi, ne? In tudi ob tej priložnosti bi mogoče pozvala ljudi, da tudi centri za krepitev zdravja s pomočjo vseh nas, ki smo tukaj, smo tisti, kjer se lahko poišče pomoč, ne samo, da mu tisti trenutek pomagamo, ampak lahko tudi ljudi napotimo na prava mesta, ne? Ker vemo pač, da je vedno izgovor, se zdravniki oziroma ambulante družinske medicine nimajo dovolj časa, ne? Vse se da, tako da mi smo tisti, ki jih lahko usmerimo. Imamo tudi diplomirane medicinske sestre v referenčnih ambulantah, ki tudi o tem veliko govorijo individualno, sicer kratek čas, pri nas pa lahko hodijo na svetovanja, na delavnice dlje časa. Ampak vseeno, ne, pozitiven pogled, ne, mogoče to potem v drugem vprašanju je zelo, zelo pomemben. Sama sem prisostvovala na taki skupini, sem bila povabljena zraven in ko to doživiš, res veš, kaj je življenje, v kaj je treba vlagati. Ja, izvolite. Tudi mi, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, ne, pod Kokreveno, imamo po celi Sloveniji enih 27 skupina za samo pomoč bolnikom z rakom, ne, ker se tudi dobimo, je srečanje enkrat na mesec in tam je tudi strokovno vodje, psihologinja, se tudi izmenjavamo informacije, ne pogovarjamo se samo o bolezni, ne, ampak mogoče ena informacija, oglej, mene pa tu, kaj pa tebe tudi, tako mislim, med sabo se pogovarjam, ko se pač že imenujemo sotrpinke, ne, te, kaj smo zboleli za rakom, tudi imamo moške v skupinah, je tudi za vse bolezni z rakom, ne samo dojke, ne.
In tam lahko tudi vprašaš, recimo psihologa, da imaš kakšne težave, ali se in zdaj po bolezni, kaj vem, da rabiš psihologa, ne veš, kako bi ven iz te krize šlo in to, tako da se pogovarjamo in to je zelo fajn. Ne? In tudi Evropedona moram tudi povedati, da sem tudi članica Evropedone Slovenije in tudi z njimi sodelujemo. Ne? Imamo tudi rožnati oktober in tako da pa tek in hoja, ne? Za zdravo krepite, to imamo vsako leto, ne? In tako da se da zdravo živimo, ne? Pa da se krepimo. Gospod Jus, zdaj, ko takole poslušam, bi rekel, da statistika skoraj da laže, ker za preventivo in ozaveščenost je dobro poskrbljeno, če tukaj poslušamo sogovornice. Res je. V zadnjih letih se je začelo ogromno delati na preventivi. Država je prepoznala, da je cenejša preventiva kot pa kurativa. Vendar veliko let se na preventivi ni delalo ničesar. In mi smo zelo veseli, da obstajajo ti programi, da smo dobili v lanskem letu, smo bili izbrani v pilotnem projektu Center za krepitev zdravja. To je razširitev zdravstveno-vzgojnega centra, ki deluje v našem zdravstvenem domu in je bil že v preteklih letih zelo uspešen. To Center za krepitev zdravja pa je ravno tista nadgradnja, ki si jo želimo seveda nadaljevati. Pilotni projekt traja do konca leta 2019, kot je že kolegica Nataša poudarila, torej to je multidisciplinarni tim zdravstvenih sodelavcev. Tu so noter zajete tako diplomirane medicinske sestre, zdravniki, psihologi, fizioterapeuti, kineziologi, dietetiki. Tako da je to res en taki širok tim, ki deluje v bistvu na populaciji. Dejstvo, zatiskati si oči, da bomo zdaj izkoreninili mi, ne vem, uživanje alkohola ali pa da bojo vsi prenehali kaditi, to je praktično misija nemogoče. Res pa je, da moraš znati zmerno živeti. To je tisto bistveno. Ker tako kot ste že prej rekli, torej, gledaš športnike, pa se šampancem polivajo, to je tisto nekaj že običajnega, zdi se ti že malo tako neumno, ko vidiš tam nekjer, kjer je alkohol prepovedan, recimo v Abu Dhabiju, pa tam dol, da se polivajo z sokom. To je del pač naše te kulture, v kateri smo vsi, ne pozabiti. Mi smo na Štajerskem, in res je Martinovo že naš štajerski praznik. Celo dejali so, da je Štajersko novo leto. Točno tako, pa vendar torej vedno opozarjamo, torej zdravstveni delavci opozarjamo, se ne rabiš prenehati, ampak zmerno, ker vemo, da tudi zdravniki priporočajo, recimo kozarček vina, ne vem, pri kosilu ali pa pri večerji, da je to pač dobro za srčno-žilne bolezni. Vendar to je kozarček, to ni liter ali pa dva. Je pa dejstvo nekaj, da se moramo pa še tu zavedati, da vseeno torej je veliko krat vse to povezano z socialno-ekonomskimi zadevami, v bistvu kot takimi dejavniki, tistimi, ki veliko krat pripomorejo k temu. In ta del Slovenije, severovzhodna, vzhodna Slovenija, je bila v času v bistvu tistega prehoda dejansko tukaj res najbolj je to občutila nekako. Tu je bilo največ brezposelnosti, vemo prej, nekoč so recimo imeli vsi neke na področju ruralnega okolja okrog Maribora, pa mogoče še celo dol prek Murja, pa tam vsi so imeli neke manjše kmetije, pa plus tega so pa delali v teh večjih podjetjih. Naenkrat so ta velika podjetja propadla, bili so odvisni samo tistega koščka zemlje, tistega, kaj so doma pridelali. Normalno, vse skupaj se je nižalo in ljudje so enostavno obupali, niso niti posvečali toliko svojemu zdravju, kot pa to, da bodo preživeli. In normalno je to eno z drugim povezano in zaradi tega v bistvu že seveda se zdaj trudimo, da bi najprej seveda dosegli na tem področju tukaj v naši regiji slovensko povprečje, seveda kasneje pa, da bi vsi dosegli povprečje Evrope. Pa verjetno je potem potrebno spodbuditi tudi ljudi, da ponujeno pomoč
Absolutno, sprejmejo, absolutno. In to so ti, jaz ne smem reči, to niso zdaj že začetke, mi smo zdaj globoko v tem, sodelujemo, torej tako z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, Ministrstvo za zdravstvo razpisuje te projekte kot take, nekaj so seveda financirani iz EU-ja in pa hkrati so zelo pomemben dejavnik v tem, te nevladne institucije, nevladne organizacije, ki nam veliko pripomorejo pri tej naši, bom rekel, borbi k bistvu prepričevanju ljudi, da prisluhnejo in se začnejo zavedati. Izvolite. Seveda. Tukaj nadaljevala. Mi vseeno že, tako kot je kolega Sašo povedal, socialne stiske so vedno večje. Bolj gremo na severovzhod, zagotovo se to veliko bolj občuti, kar kaže tudi vse slovenske statistike in kazalniki zdravja po občinah NIJZ-ja. Iz izkušenj, ker delamo v 12 občinah ustanoviteljicah zdravstvenega doma Maribor, res opažamo, da ljudje, tudi če so jim brezplačne delavnice ponujene, marsikomu je tudi dati za avtobusno karto zelo velik strošek, si tega ne mora privoščiti. In potem v okviru tega projekta, pa tudi že prej, smo se povezali z občinami, z medgeneracijskimi centri, z nevladnimi organizacijami, društvi in pridemo v lokalno skupnost. Nadgradnja v tem projektu pa je celo to, da smo vzpostavili lokalne skupine za krepitev zdravja, kjer sodelujemo predstavniki zdravstvenega doma, zdravnik, diplomirana medicinska sestra, predstojnica patronažnega varstva, center za socialno delo, medgeneracijski center, nevladne organizacije. In to je en tak skupnostni pristop, tudi akcijski načrt v lokalni skupnosti smo naredili, si postavili cilje, dosegljive, seveda pa potem merljive in jih bomo v naslednjih 2 letih zagotovo poskušali z vsemi temi ukrepi, o katerih danes govorimo, zagotovo tudi uresničevati. Tako da se približujemo ljudem in bomo rekli, delamo že nekaj časa, ampak mogoče se zavedanja preventive niso ljudje ali pa bomo rekli vsi tisti, kateri odločajo, toliko zavedali, koliko je to nujno potrebno. Tako da tujina je dober zgled in tudi tisto, kar je bilo danes že večkrat poudarjeno, da mi želimo to medpoklicno sodelovanje. Mi se vedno samo ločujemo, se ne povezujemo, tako da to je dobra praksa že kar nekaj let v tujini. Ti centri za krepitev zdravja so pa ena taka priložnost, da različni profili delamo skupaj za paciente. Jo, izvolite. Bi želela še omeniti, ker je bila tujina omenjena, da naša država tudi želi ali pa sledi zgledu drugih držav, kar se tiče tobaka, da bi tudi Slovenija sprejela ali pa dosegla družbo brez tobaka, kar bi pomenilo 5%, samo 5% tele prevalence. Romunija je zdaj naslednja država, torej države, vlade se odločajo za takšno pot, da bo do leta 2035 dosegla to številko. Bi pa želela samo dodati oziroma prenesti še sporočila te mednarodne zveze za kontrolo raka, kaj mi lahko sami storimo, kako lahko zmanjšamo tveganje za nastanek raka. Tako, ja, to sem vas ravno želel vprašati, katere so tisti, bom rekel, najbolj pogosti oziroma najbolj škodljive razvade in morda katera pa je dejansko prednjači. Kaj pa je to? Torej, mi sami naj bi poiskali informacije, da poizvemo lahko več o raku, torej informiramo sebe, informiramo druge, tudi, da s tem zmanjšamo tveganje za nastanek raka. Za nas, za skupnost, za svet, da se pogovarjamo doma, z družino, s prijatelji, sodelavci, da napišemo recimo blog, posnamemo video, nevladne organizacije lahko veliko naredijo na tem področju, ali da se tako, kot je namenjen ta dan, pač samo obeležje tega dneva, svetovnega dne boja proti raku, no, da se zaobljubimo za zdrav način življenja, ne, da bomo pri sebi, kaj pa bomo spremenili za bolj zdrav, da bomo bolj zdravo živeli in se bomo tega tudi držali, torej, da ravnamo skladno svojo zaobljubo in potem, kaj lahko
vlade naredijo. Slišali smo, sigurno, če bomo imeli več zdravih ljudi, da bojo gospodarsko-ekonomski kazalci dvignjeni, če smo zopet na tobako, ki je prioriteta našega dela, recimo od trošarin država dobi, torej državni proračun gre 450 milijonov evrov, milijardo 800 pa je škode, gospodarske, zdravstvene škode, in da se trudimo, da se trudimo za spremembo zakona o trošarinah, torej za dvig, če se, kot veste, v koalicijska pogodba tudi vključuje tobačni cent, alkoholni cent pa cent na sladke pijače. To je tisto naše področje, ki sem povedala, da delujemo tudi na področju civilnega dialoga, zagovorništva, da lahko podpremo. Bi pa še, torej vlade, odločevalci, politiki lahko veliko naredijo in tako sporoča tudi ta zveza šole, kaj lahko naredijo. Tako, ja, to me zanima, kaj šola, recimo pa delodajalci na konec koncev, kaj lahko naredijo? Zgled zdravega vedenja, šole so lahko zgled zdravega vedenja med otroci, učitelji, starši, družinami in pa tudi širšo skupnostjo, da ustvarijo okolje, tako pravi ta zveza, ki podpira ustrezno prehrano, fizično aktivno smo tukaj slišali, informira o raku in drugih dejavnikih tveganja. Imamo tudi šole za starše, tudi se vključujemo v ta področja. Pa tu bi še rada povedala, ko je kolegica omenila lokalno akcijsko skupino, vedno so tu sodelovali tudi nevladne organizacije, to si tudi omenila. In zdaj smo pripravili, prav naša zveza, program Sveta za javno zdravje pri mestni občini Maribor, ki je bil tudi sprejet, ampak smo zelo veseli, da bo tudi zaživel v praksi in tudi tu vidimo javni sektor in seveda in nevladni sektor povezan. Delodajalci, delovna mesta, mi imamo, mislim, delodajalci lahko uvedejo na delovna mesta ukrepe skladno z zakonodajo o zdravju in varnosti na delovnem mestu, ampak ki bodo motivirale pa ohranjale zdrave delovne navade. Mislim, to je tudi spodbuda fizične aktivnosti, zdravi prehrani in tako naprej. Bi pa želela omeniti, zaživel je tudi projekt Zdravo mesto. Nosilec je Maribor zopet, tako kot v preteklosti, povezuje se, je del evropske mreže zdravih mest in da lahko tudi mesta vodijo v ustvarjeno kakovostnega mestnega okolja, ki ščiti zdravje prebivalcev oziroma blaginjo meščanov. To še enkrat bi poudarila, da tako kot pravi ta mednarodna zveza za kontrolo raka, da lahko mnoge ali pa številne rake, to pomeni več kot 1/3 rakov preprečimo z zdravim načinom življenja. Pri čemer morajo sodelovati vse ravni družbe. Tukaj bi jaz samo še dodala, ker ste rekli podjetja. Mene zelo veseli, da se podjetja v Mariboru in okolici vedno bolj zavedajo zdravega življenjskega sloga, da se tudi na ta način preprečuje absentizem in se pripomore tudi potem posledično k preventivi raka, da nas kontaktirajo, da jim promoviramo zdrav življenjski slog, da potem, ko njihovi zaposleni slišijo, da so motivirani potem za delavnice, da opuščam kajenje, za spoprijemanje stresov, ki je zelo velik dejavnik tveganja, za zdravo prehrano in vse ostalo. To lahko tudi kot motivacijske delavnice brezplačno izvedemo tudi v podjetjih. Ko ste pomenili šole, tudi z šolami in vrtci, naš Center za krepitev zdravja že od nekdaj sodeluje, zdaj v tej nadgradnji pa imamo podsklop družinska obravnava debelosti, ker se vse začne pravzaprav v družini, tako vzgoja, tudi vzgoja za zdrav način življenja. Imamo tudi v našem centru zaposleno pediatrinjo, povezujemo se z šolskimi imenovanimi zdravniki in izvajamo prav zdravstveno vzgojo skupaj z starši v šolah, torej gremo direktno v šole, v njihovo okolje, potem pa tam pač presajamo in družine, kjer pač so ta odstopanja, povabimo potem k nam na individualna svetovanja. In tu je en tisti začetek, ki se potem zagotovo nadaljuje v odraščanje in potem seveda v odraslo dobo. Tako? Ampak vedno še rečem tudi to,
tudi sami moramo poskrbeti za svoje zdravje, za preventive preglede, zdrav način življenja, gibanja, hrane, da se izogibamo, koliko se da stresu, ne? Ker mi smo tu tisti, da moramo poskrbeti za svoje zdravje. Ne? Tega se bo premalo kar zavedamo. Ja, to se premalo, nekaj to je pomembno. Nadaljujemo po oglasih, še prej pa se poslovim od gospe Lovšek, ki ima obveznosti in nas žal zapušča. V športu. Ja, hvala lepa. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli nazaj. Govorimo o preventivi, o informiranosti, ki, kolikor slišim, je pri nas precej dobra oziroma zelo dobra, ampak vseeno me zanima, kako pa ljudje sprejemajo te informacije. Namreč zasledil sem primer, kjer je profesorica z svojimi študenti medicine v enem izmed nakupovalnih centrov v Mariboru postavila hišico ali štand po domače, kjer je ozaveščala oziroma želela ozaveščati ljudi o preventivi, kar se tiče rakavih obolenj, in študentje so delili ljudem zloženke in nekako niso praktično uspeli nikomur vročiti te zloženke, ker so se ljudje na veliko izogibali te stojnice, na kateri so videli napis rak. Gospod Jus, je to dejansko problem, da je ta tema takšen tabu, da ljudje ponujene informacije nekako ne želijo sprejeti, ker kolikor sem slišal, informiranosti in programov je pri nas, ali pa da rečem v Mariboru, dovolj? Absolutno je to še vedno tak tabu, da ljudje enostavno, dokler ne boli, dokler ni vidno nekaj na zunaj, meni ni nič, ne potrebujem zdravnika, ne potrebujem neke informacije, ne potrebujem niti tiste preventive, ki bi me poučila, kaj se lahko zgodi, kaj se sploh dogaja in kaj recimo neki posredni znaki, kam ti znaki vodijo. Dejstvo je, da se vsi izogibamo zdravnika, mogoče smo celo moški še tu, še bolj hujši kot pa ženske. Prav gotovo. Je zato verjetno tudi več obolelih za rakom med moškimi v Sloveniji? Statistika namreč to govori. Ja, prav gotovo. Zakaj? Zaradi tega, ker moški je tisti ponos, kaki, meni ni nič, vse to bo minilo in zato se pojavi. Ne? Zakaj je zelo razširjen rak na prostati? Zakaj je zelo razširjen pri nas rak na debelem črevesu? Enostavno, recimo, če pogledamo statistiko na področju, torej tukaj naše regije, je odzivnost na svit dosti nižja, kot je povprečje v Sloveniji. Pa tudi v Sloveniji ravno ni neka ekstra odzivnost, ne, je tam cirka do 60%, z domišljijo še nekaj več, pa vendar, ne, torej... Želeli pa bi si 100%. Normalno, ne. Dejstvo, nekaj se moramo zavedati, ne. Mi smo še vedno mlada država, še vedno nismo ravno neka bogata država, pri nas se na prebivalca namenja 1800 evrov cirka na prebivalca za zdravstvo. Bogate zahodne države namenjajo v bistvu trikratnik te vsote, tam do 5000 evrov. Ne. Pa vendar, za to preventivo, za vsem tem lahko marsikaj pripomoremo. Vendar moramo ljudje dopustiti, da nam nekdo razsvetli, da nas nekdo prepriča, da se sploh o tem začnemo pogovarjati. Jaz vidim po sebi. Ravno sem pismo dobil pred 2 mesecema domov pošto s svita, pa še vedno je na moji pisalni mizi v službi ta kuverta in se še nisem odzval. Se pa boste? Se pa bom, absolutno, ker se zavedam tega, da je lažje preprečiti, kot pa kasneje dejansko občutiti, ne nazadnje, tudi tisto trpljenje. Ker zavedati se moramo dejstva, da ko pride rak v neko tako fazo, ko je zelo težko pomagati, oziroma ko je že v tistem zadnjem stadiju, se pa seveda je prisotno zraven tudi samo trpljenje, same bolečine. In ravno iz tega bi se morali ljudje odzivati, morali bi v bistvu, torej, kot ste dejali prej, sodelovati, se pogovarjati na teh stojnicah. Te stojnice so zaradi ljudi, ne zaradi teh študentov, ki bojo tam izvajali to, ampak so tam zaradi tistih, katerim bi to koristilo. In tudi država namenja sredstva
iz tega razloga, da bi ljudem to koristilo. Pa vendar, mi se trudimo v našem centru za krepitev zdravja, trudimo se v zdravstveno-vzgojnih centrih, ne nazadnje se trudimo tudi pri zdravnikih v ambulantah družinske medicine, kjer še vedno poteka program preventive in imajo naši zdravniki velik problem z realizacijo te preventive. Zato, ker enostavno, dokler človeku res nekaj ne manjka, niti ne prije na preventivni pregled. In to je tisti problem. In zakaj nastajajo na to stroški? Seveda stroški nastajajo, veliki stroški za zdravljenje nastajajo ravno iz tega, ker ljudje pridejo enostavno prepozno. Se tudi vi soočate z takšnimi težavami? Zagotovo, to bi tudi rekla glede spola. Imamo zelo take izkušnje, da ponovadi ima moški težavo, pa pridejo v delavnice žene za njega. In potem jih mi pač prepričamo, da je super, da pridete oba dva in potem pač oba dva oziroma celotna družina spremeni življenjski slog. Kar se pa tiče teh stojnic, tudi mi imamo večkrat na leto te dogodke od Miklavževega dneva zdravja do odprti dan zdravja zdravstvenega doma Maribor. Letos bomo imeli tudi 17. maja EU projekt, moj projekt, ker smo bili izbrani še dodatno in bomo promovirali vse te aktivnosti, med drugim se to tudi kar danes govorimo. Ljudje kar drvijo skozi vrata, čeprav v medijih so bili obveščeni, da so te aktivnosti in je naša naloga zaposlenih, študentov, ki nam pomagajo, da jih že ob vhodu motiviramo in potem, ko jih res prijazno govorimo, izvedemo motivacijski intervju v kratki obliki, potem pristopijo k stojnici in potem jih v tistih parih minutah tudi prepričamo, da nas pokličejo in da pridajo potem v naše delavnice. Bi pa tukaj zagotovo rekla, kar je pri nas skoraj da več prihoda ljudi, pacientov v naše delavnice, je s pomočjo medijev. Ljudje ne upajo direktno preko zdravnika ali pa ko jim zdravnik reče, se ne udeležijo, ko pa slišijo, da to obstaja, pa potem drugi dan že pridejo ali osebno ali pokličejo, res slišali smo, da to pri vas obstaja in potem pridejo, ker pač mogoče jim je lažje, da nekdo drugi pač tega ne ve. Pa še ena zadeva, sploh pri kajenju je tako, da marsikdo dela spremembo življenjskega sloga ne zaradi sebe, ampak zaradi partnerja, otroka, zdravnika, in absolutno mi delamo vse spremembe premalo sami zase. To je tisto. Pa proces spreminjanja tudi pri raku in vsem podobnem sta dve najtežji fazi vztrajanje pri spremembi, faza ponovitve. Zelo pomembno je, da imamo takrat nekoga v podporo, ali je to hujšanje, ali je to kajenje, ali je to zdravo ravnotežena prehrana, ali je preventiva raka, karkoli, tudi tvegano pitje, da nas podpira, da nismo mi slaba vest tistih, ki tega ne zmorejo. Potem pa tudi, če to preskočimo, je pa še faza ponovitve. Treba je sprejeti, da življenje nenehno kroženje, če nismo bili uspešni prvič, drugič, tretjič, bomo pa zagotovo osmič. In da opustimo kajenje, da smo doživljenjsko nekadilci, da zmanjšamo potem v 30 do 50% obolevnost za rakom, ki je zagotovo povezana s cigareto, kot je bilo že povedano, smo uspešni šele v 8. poskusu. In tega se ljudje bojijo. In mi smo tista podpora, zdravstveni delavci, centri za krepitev zdravja, ambulante družinske medicine, skupine, kot je gospa Silva, da ljudi motiviramo, da začnejo spreminjati stvari. Gospa Krstnik, da se vrneva malo nazaj, kakšen pa je bil vaš odnos do raka oziroma do teme o raku pred vašo diagnozo? Ste se tudi vi oziroma ste bili eden tistih, ki bi se ognili takšni stojnici ali bi vzeli zloženko? Kot sem rekla, pri 24 leti niti se ni govorilo o raku, da bi sploh kaj, mislim, za mene je bil takrat do moje diagnoze tabu rak. Vedela sem, tam je ena zbolela za rak dojka, ampak sploh nisem zdaj nekaj razmišljala o tem. Bi pa sigurno pristopila, če bi bila stojnica, pa da bi rekla, tu pa se govori o raku, pa te publikacije bi jo sigurno vzela, pa pregledala, da bi vse doko, da bi vedela, zakaj se gre, pa da se malo obzorje obdeliš. Zato tudi mi v UKC v Mariboru na onkologiji imamo infocenter, ki je namenjen bolnikom in njihovim svojcem, prostovoljke, ko so že preživele rak dojka, jih informiramo, svetujemo in tudi izdajamo naše publikacije. Torej, gospod Jus, verjetno je izjemno pomembno, da se ljudje z podobnimi ali enakimi diagnozami
družijo skupaj, izmenjavajo svoje izkušnje, travme, kakorkoli, verjetno jim je lažje oziroma v tem krogu najdejo prej sogovornika kot sicer v družbi. Prav gotovo so take skupine zelo pomembne, ker ti lahko nekoga res nekaj vprašaš po domače in tisti ti bo to iz srca tudi povedal. Mi se moramo zavedati dejstva, da so pri nas ambulante družinske medicine in tudi vse ostale ambulante, enostavno so timi preobremenjeni. Tako veliko število ljudi se nahaja v ambulantah, da enostavno zdravstveni tim, ki deluje, nima časa se pogovarjati o neki preventivi in razlagati, kaj bi bilo pa potrebno, pa dajte to, pa dajte ono. Ko pride nekdo v ambulanto, se razpravlja o njegovem tisti težavi, zaradi katere je v ambulanto prišel. Noben v ambulanto ne pride iz, ne vem, takega ljubega miru, pa bo prišel, vprašal samo, poslušajte, kaj pa jaz zdaj naj naredim, da jaz ne bi, ne vem, čez 10 let zbolel za rakom. In zato so pomembne take skupine, zato so pomembni ti centri, zato so pomembne nenazadnje nevladne organizacije. Celoten ta skupek teh timov, teh organizacij, teh skupin je v bistvu tisto zagotovilo, da bo nekdo naenkrat pa vseeno v njegovi glavi naredil klik, aha, pa res moram nekaj takega narediti. To je tisto najbolj pomembno, kar je. In prav gotovo je tisti osnovni človeški pristop in seveda tista neka najbolj enostavna komunikacija tudi bistvena, najbolj pomembna. Ker če boš ti nekemu, ne bom rekel, nekako srednje ali pa mogoče malenkost manj izobraženemu začel razlagati neko medicinsko diagnozo za nekimi tujkami, s tem se on ne bo nič pomagal. On si bo pomagal s tem, kaj bo mu gospa Kersnik povedala, kako je ona doživljala, kaj je ona doživela, ko so jo operirali, kako se je počutila po operaciji, kaj so ji povedali, kaj je še vse čakalo in to je tisto bistveno. Ne. Sveda zdaj pa je to ravno to, ker ljudje niso v to poučeni in vsak vidi, aha, zdaj me bojo prvo operirali, pol bom šel na kemoterapijo, pol bom še šel na obsevanja, bolelo me bo, pol bom celi, ne vem, opečen, pa temu ni tako. Ampak to je še vedno tisto v naši zavesti. Nažalost je to, jaz bi rekel, že kot neki del ljudskega izročila, ne? Ker nekoč je seveda rak bil težje ozdravljiv, veliko, torej smrtnost je bila res v veliko odstotkih. In je to seveda tisto, ki ti ostane v zavesti. Človek pa vedno sliši tisto, kar želi. Tako. In zapomni si, večinoma si zapomni več slabih stvari, kot pa tistih dobrih. In to je tisti problem v tej naši družbi in življenju z rakom. Se opravičujem. Moramo iti, bomo nadaljevali takoj po oglasih, z vami bomo spet takoj po oglasih. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli nazaj. Torej, pogovarjamo se o raku, težki bolezni. Vemo, da ljudje, predvsem kar se tiče psihe, težko prenašajo oziroma sprejmejo takšno diagnozo, pa me zanima, kako pa gledate na alternativne oblike zdravljenja, ki se sploh pri težkih boleznih velikokrat pojavijo, predvsem v trenutku, ko pacient ne izve najboljše diagnoze oziroma mu zdravnik morda ne napoveduje najboljšega konca. Takrat verjetno ljudje instinktivno poskušajo marsikaj, verjetno že zaradi tega, ker na začetku ne želijo verjeti temu dejstvu. Gospod Jus, kakšno je vaše mnenje, kar se tiče alternativnih oblik, zdaj, če smo že pri raku, zdravljenja raka? Vemo, da jih je kar nekaj, verjetno ste se že srečali v svoji karieri z ljudmi, ki so
poskušali marsikaj, da bi, če se lahko malo pošalim, pretentali uradno medicino? Seveda, absolutno. No, zame kot zdravstvenemu delavcu je normalno medicina tista rešitev, ki je dokazljiva. Pa vendar vseeno, ko je nekdo v tistem stadiju bolezni, ko veš, da bo enkrat nažalost prišel tisti konec, boš vložil vse v to, da boš si podaljšal tisto svojo življenjsko dobo. Ker takrat šele spoznavaš, kaj je sploh vrednota življenja. Dokler smo zdravi, se mi ne zavedamo, kaj je vrednota življenja, šele takrat, ko zbolimo, šele takrat, ko smo postavljeni pred dejstvo, počasi se mi bliža konec. In prav gotovo takrat boš ti vložil vse v to, da boš ti čim dlje nekako za tistimi svojimi najbližjimi, da boš nekako najbolj občutil tiste svoje vrednote, življenjske vrednote. In tu je prav gotovo boš, da podpiram to, da boš naredil v tistem trenutku vse. Če je medicina svoje naredila in ne gre več naprej, boš poskusil z vsemi možnimi alternativami in nekatere so seveda uspešne, hvala Bogu. Gospa Vidnar, kakšno je vaše mnenje oziroma se srečujete, prihajajo ljudje k vam in vas sprašujejo morda po mnenju? Po mnenju in absolutno se strinjam z to, kar je povedal gospod Jus, ne. Bi pa tukaj zagotovo predala tisto, kar besedo direktno iz osebne izkušnje, ne, ki lahko pove, ker prihajajo take ljudje, kot je gospa tudi Silva k nam, ne, in oni bodo povedali najboljše, kaj so dali skozi, pa kaj vi iz osebne izkušnje priporočate. Kot je že rekel magister Just, res prvo zaupaj zdravstvo, ne. Tako kot se rekli tudi potem, ko ni več, kot se zdravstvo zaključiš, ne, za zdravljenje, za kemoterapijo, za vse, nič ni hudo, če greš na takšna zdravila, da če najdeš, kot tudi vi se tudi konoplja je zdaj zelo popularna. Tako, smola, konopljina smola. Ampak gledajte, od smole ne boš ozdravel, ne v raka, da bo rak šel. Smola je, kaj? Ko imaš ti že v tisti fazi, ko imaš bolečine, ko ne moreš spati, ko si psihično na dnu, tebe bo smola, boš lahko spal, boš bolj fit, boš lahko bolj se gibal, ne, boš tako bolj te pomirila. Zato je, ampak eni pa imajo napačno razlago, ker mislijo, če bom zdaj ne bom šel zdravniku, ne bom šel na operacijo, jaz bom smolo in bom se smolo ozdravil, ampak to je daleč, to je zelo narobe. So primeri, ko so šli na to, na koncu so pa tudi potem mogli še mogoče zadnji moment jih celo rešili. Raka, ne, tako da ni. Je pa zelo pomembno, tako bom rekla, tako res, dokler ne zboliš, ne znaš ceniti življenja, ne. Je to tak, ne vidiš lepega sončka, ne vidiš neko drevo. Ko pa zboliš in ko daš šel skozi, takrat, se tudi pri meni je bilo tako, takrat sem začela imeti sama sebe rada, ostale krog mene in živim vsak dan posebej. Tudi sem hodila v službo, bilo tako lepo drevo, ampak jaz ga nisem opazila. Lepega dneva pa grem, poglej, tu že hodim 30 let mimo, pa komaj zdaj vidim, kako je lepo drevo, ne. Tako pač, takrat pač se pravim, da včasih se rečemo, morate nekaj vdahiti, da se zavedaš, glej, da življenje je kratko, lepo, glej, živi vsak dan posebej in ne se obremenovati za takšnimi malimi stvari, kar se, recimo tudi mi ženske, ne, včasih take nepomembne stvari, glej, ko sploh ni pomembno. Ali pa vse tisto, kar se da rešiti. Ja, in da rešimo, kaj se da, ne pa res, da nisi pa tudi iz nekih zamer, ne, pa da živiš, da si sproščen, da si čim bolj pozitiven. Jaz sem tudi dosti spremenila, recimo jaz sem imela družbo takrat takšno, zdaj imam čisto drugo družbo, ne. Zdaj sem ogromno za temi, kako bi rekla, sotrpinkami in ne družim se več za tistimi, ki so negativno na mene vplivali. Prej sem mislila, ja, glej pač, ampak zdaj ne. Zdaj tisti, ko na mene negativno vplivajo, se ne družim, se jih izumikam, ne. Tako, jaz se opravičujem, žal smo pri koncu oddaje. Za vas imam še samo eno vprašanje, bi prosil, da ga v enem stavku odgovorite. Namreč govorimo že cel čas o preventivi in o zdravem načinu življenja, pa me zanima, ali je v današnjem svetu, ki je izjemno hiter, stresen, nepredvidljiv, lahko sploh še gledamo nase in da dajemo naše potrebe v ospredje in venomer poslušamo zgolj svoje telo? Gospa Vidnar?
Zagotovo vse se da, ampak veliko krat vemo, da moramo, sploh ko smo v družbi takih ljudi, tisti trenutek rečeš, jutri bo spremenil, boš gledal tako, kot je gospa rekla, ampak potem te ta tempo spet potegne vase, ne? In dokler te nekaj ne vdari po glavi, ne, življenje ti samo pokaže najprej z malimi znaki, če jih ti pravočasno opaziš, na nje ne reagiraš, veliko krat pa žal tudi ti znaki ne pomagajo. Tako da absolutno treba živeti. Gospod Jus, lahko danes v tem hitrem tempu življenja, polnem stresa, še dajemo sebe na prvo mesto in poslušamo v vsakem trenutku zgolj svoje telo? Jaz mislim, da se še vedno da, da je Slovenija tako lepa dežela, da se da v njej lepo živeti in tudi posvečati v bistvu samemu sebi in svojemu življenju in izboljšati tudi svoj način življenja. Gospa Kresnik? Ja, tako kot sem že rekla, vsak dan je lep, da imaš možnost živeti, ne glede ali sije sonce ali pa ne. To bi se mogli vsak dan tudi reči, ne? Tako, Čisto na kratko, ne? jaz se vam najlepše zahvaljujem, da ste bili nocoj moji gosti. Prav tako se za pozornost zahvaljujem vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Zdaj prav gotovo veste več, zato vas vabim, da se nam pridružite tudi naslednji četrtek, ko bomo vnovič na glas govorili o aktualnih temah. Lahko noč.